Dobro jutro, dober dan. V imenu Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi zbrani na današnjem posebnem dnevu, ko obeležujemo jutrišnji dan civilne obrambe. Kot ste lahko razbrali z vabil, bomo dan zaznamovali z dvema okroglima mizama in slovesnostjo, na kateri bomo nagradili tudi zaslužne za delovanje na področju civilne obrambe. Seveda dan ne bo minil brez druženja, prva priložnost za to bo že v odmoru med obema okroglima mizama, v preddverju levo in desno od avditorija. Kosilo v sosednjem objektu je predvideno ob 13. uri. Ob 14. uri in 40 minut pa vljudno vabljeni nazaj v to dvorano, kajti ob 15. uri je predvidena, kot že rečeno, slovesnost. Po slovesnosti pa še enkrat vabljeni na pogostitev, torej druženja danes tudi ne bo manjkalo, ta pa bo v avli tega objekta. Tako let je prebit, vsem skupaj želim lep, čudovit, poseben dan, zdaj pa gremo kar k okrogli mizi, zato vabim paneliste prve okrogle mize, da se mi pridružijo na odru. Leta 1990 je bil sprejet ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi na področju ljudske obrambe, ki je bil temeljni dokument za obrambno načrtovanje. S tem je bila dana pristojnost tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da med drugim podrobneje ureja izdelavo obrambnih načrtov. V okviru civilne obrambe oziroma na področju obrambnih priprav so se tako lahko nadaljevale priprave za osamosvojitev Republike Slovenije. Te so obsegale pripravo ukrepov državnih organov in organov lokalne samouprave, takratnih občin, za delovanje v morebitni vojni, gospodarsko in psihološko obrambo ter druge oblike obrambe, ki so jih izvajali državljani. Obsegale so tudi materialno in zdravstveno ter drugo oskrbo enot teritorialne obrambe ter državne in občinskih enot za upravne zveze. Kako so potekale priprave ter samo delovanje civilne obrambe in kakšna je bila njena vloga v procesu osamosvojitve, bodo skušali predstaviti sodelujoči na današnji prvi okrogli mizi. Vodil jo bo gospod Bojan Starc z Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo. Prosim, izvolite. Lep pozdrav še v mojem imenu, vsem gostom, vsem sodelavcem in ostalim vabljenim. Prej bom predal besedo eminentnim gostom, moram reči, da ko sem jih poklical za današnje srečanje in sem rekel, da bo sodelovali na prvi okrogli mizi prve proslave dneva civilne obrambe, so z veseljem sprejeli to dolžnost in upam, da so se tudi, in sem prepričan, ustrezno pripravili, da nam bodo predstavili vsebine, katere smo nameravali. Če mi dovolite, bi sam preden dam besedo govorcem, samo malo opisal družbeno-politični sistem, ki je bil takrat, bom rekel, v 90-ih letih v bivši Jugoslaviji, ko so se že začeli samostojni osamosvojitveni procesi, ker bodo tudi moji sogovorci kasneje boste videli, ko bodo predstavili svoje izkušnje iz tistega obdobja, pač se, bom rekel, opisovali, kako je bilo na republiškem nivoju, kako je bilo na pokrajinskem nivoju, kako je bilo na občinskem nivoju. Takrat je pač bil sistem takrat skladno z takrat veljavnim zakonom o splošni ljudski obrambi, da so se izdelovali obrambni načrti in obrambni priprave na državnem nivoju in da so občine imele kar zelo pomembno nalogo, kar se tiče obrambnega načrtovanja. Takrat, vemo, je bila republiška skupščina, ki je imela tri dome, tridelna skupščina, imeli smo republiški izvršni svet na državnem nivoju oziroma republiškem nivoju in imeli smo republiške upravne organe ali pa sekretarijate so takrat imeli za različne področja. Eden izmed njih je tudi republiški sekretarijat za ljudsko obrambo, o katerem bo nekaj kasneje povedal tudi gospod Žnidaršič. Na občinskem nivoju podobno, občine so takrat imeli zelo veliko vlogo na tem obrambnem področju, na obrambnih pripravah, bili so zopet občinska skupščina, predsednik občinske skupščine, ki ni bil voljen, tako kot danes župani, občinski izvršni svet, ki je imel kar močna pooblastila na tem področju in pa občinski upravni organi različna področja, tudi v tistem času so bili občinski sekretarijati ali oddelki za ljudsko obrambo. V okviru tega zakona, ko sem ga prej omenil, splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, so obrambne načrte morali izdelovati več ali manj vsi. Izdelovali so jih občine, izvršni sveti, izdelovali so jih vsa organizacija združenja dela, sedaj podjetja, izdelovali so jih šole, zdravstveni domovi in kar je še pomembno takrat, ker recimo danes tega ni, izdelovali so tudi krajevne skupnosti. Zakaj krajevne skupnosti? Ker so bile zelo pomemben člen pri izvajanju mobilizacije in pa preskrbe prebivalstva, če bi bilo potrebno v neki krizi ali vojni.
Toliko zavod, da boste razumeli, ker danes, predvsem ti mlajši, danes je sistem politično malo drugačen in ne mogoče niti, da bo lažje razumeli, kaj je bilo in zakaj bo neke stvari lažje speljati takrat, ali pa smo izpeljali tako, kot so bile izpeljane. Sedaj pa počasi predstavim svoje gostje. Z moje prvi z leve, gospod Franci Žnidaršič, ki bo predstavil tale, bom rekel, državni republiški nivo, poleg njega je Drago Vidrih, ki bo nekaj nam povedal o delovanju civilne obrambe in obrambe na regijskem nivoju in pa gospod Marjan Balan, brigadir, ki pa nam bo nekaj predstavil, kaj se je dogajalo na občinskem nivoju in pa kako vidi recimo civilno obrambo sedaj, ko je šel v pokoj kot visok častnik Slovenske vojske. Tako da, gospod Franci, prej vam dam besedo, rad bi ga predstavil, tisti, ki ga še ne poznajo, dolgoletni naš sodelavec na področju civilne obrambe. Gospod je bil tudi član Republiške koordinacijske skupine, ki je 91 leta izpeljala to našo osamosvojitveno vojno in dolga leta je bil tudi namestnik generalnega direktorata za obrambne zadeve, da ne omenim tudi dvakrat državni sekretar, tako da zelo dobro pozna to naše področje. In pa ne nazadnje, preden je šel letos pomladi v penzijo, je sodeloval pri pripravi obrambne strategije in pa strategije civilne obrambe. Tako da mislim, da je pravi govorec, da nam poda svoje videnje, svoje izkušnje in pa mogoče kasneje tudi, kako vidi civilno obrambo danes in za naprej. Tako da, če smem, gospod Franci, začnemo. Moje prvo vprašanje je, v samostojnih pripravah, v obrambnem načrtovanju, ko ste že prej omenili, so se že prej izvajali, so maja 91 predsedstvo Republike Slovenije izdalo smernice, v katerem je konkretno opredelilo določene ukrepe za osamosvojitev na področju obrambnih priprav. Kako ste vi kot sodelavec, se opravičujem, takratnega Republiškega sekreta za ljudsko obrambo, ko bi opisali te vaše priprave na osamosvojitev in pol samo izpeljavo do, bom rekel, dokler ste prišli v koordinacijske skupine. Prosim. Hvala lepa. Vsem lep pozdrav in čestitka ob dnevu civilne obrambe, še posebej, ker je to prvič v zgodovini Slovenije in se veselim skupaj z vami, da je do tega prišlo. Torej, želel bi vendarle malce dopolniti neko sliko okrog tega, kaj sem jaz 90 in 91 počel. Jaz sem 90. leta začel delati na področju varnostno-obveščevalne dejavnosti. Takrat štartali smo 3 oziroma 4 ljudje in bil praktično do spomladi na tem področju. Potem pa sem prevzel upravo, 4. upravo, ki smo jo imenovali tudi upravo za civilno obrambo. To seveda ne pomeni, da je na meni ali na naši organizacijski enoti temeljila celotna civilna obramba Republike Slovenije. Je pa tako, kot je Bojan tukaj izpostavil, dolgoletni sodelavec, zato upam, da ne zameri, da ga kar tudi takole tikam. Gre za področje, ki je praktično najširše možno v državi, ki pokriva praktično vse dejavnosti, odziva družbe na nevarnost na obrambnem področju, razen če vzamemo v enem delu vojsko, pa takrat, morda v letu 91, še delno policijo ali pa kar policijo oziroma milico takratno, ki je imela takrat tudi bojne naloge. Danes jih pač nima več, vsaj v sedanjem okviru ne. Torej, kako so potekale te aktivnosti, če bi na kratko povzel, kar je bilo že povedano. Seveda so bile določene stvari, ki so bile neka vrsta prednost v smislu priprav in organizacije, recimo konkretno napram danes, uveljavljene so bile vse dolžnosti. Danes dolžnosti niso uveljavljene, je treba peljati postopek skozi vlado in skozi parlament. Je pa bilo bistveno več težav, kot bi jih sicer lahko danes našli. Slovenija ni imela vzvodov, da bi zagotovila suverenost na ozemlju Republike Slovenije. Recimo
samo za primer, da ne naštevam zdaj predolgo, se bom odzval na vaše vprašanje, če bom odgovore poznal. Recimo, Slovenija v jeseni 90 ali pa v septembru 90 ni imela nadzora nad Republiškim štabom teritorialne obrambe. Šele po spremembi zakona in potem prevzema Republiškega štaba teritorialne obrambe je Slovenija dejansko prevzela pristojnost na tem področju. Zaradi tega je tudi nastala manevrska struktura narodne zaščite, kar bo seveda moj cenjeni kolega, izjemen sodelavec, gospod Vidrih, morda se kaj te točke dotaknil. V sklopu aktivnosti in priprav, če jih malce strnem, bi rad dejal, da ena od stvari, ki smo jo videli v začetnem obdobju kot težiščno, tudi razpolagali z določenimi informacijami, ne sicer formalno dokazljivimi, ampak je bilo teh informacij nenormalno veliko, je bila potreba po zaščiti republiškega vodstva. Zaščita republiškega vodstva se je zagotavljala s posebnim načrtom ščit, ki je predvideval torej odhod vodstva države na drugo rezervno lokacijo, v primeru, če bi prišlo do poskusa, da se vrh države, ali pa, če hočete, 90. leta še republike, obglavi oziroma da se ta sprejemanje odločitev prepreči. Največji vpliv na odziv pa na delovanje celotnega področja so seveda imele smernice predsedstva Republike Slovenije za ukrepe za pripravljenost. Te smernice so bile izdelane v Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo in so pravzaprav zagotovile dvig pripravljenosti na tistih področjih, kjer je bilo to najbolj potrebno, tako kot dan danes nekatere ukrepe kriznega odzivanja, ki jih večinsko poznate tu prisotni, se z njimi zagotavljalo stalno dežurstvo, pa ne samo v državnih organih, tudi v podjetjih in drugih organizacijah, zagotavljalo se je dosegljivost in podobne aktivnosti. Skozi ukrepe se je naložilo naloge in zahtevalo realizacijo prevzema zveznih funkcij na ozemlju Republike Slovenije, treba je bilo prevzeti nadzor zračnega prostora, meje in druga področja, ki so bile v zvezni pristojnosti. Naloge drugih republiških organov, ki so bili različno poimenovane, od sekretariatov, komitejev in podobno, so tudi bile tukaj zajete in predstavljale okvir za odzivanje na iz področja te dejavnosti. Zelo pomembno vlogo v pripravah in v aktivnostih so imele občine, tako kot je Bojan dejal. Takrat je bilo še, ne vem, 58, no, vidite, kak je človek pozabljiv, 33 let marsikaj pusti za sabo. Bojan je bil občinski takrat v občini, pa morda si to bolj zapomnil. Prosim? Pol je moja veljala, ok. Bova razčistila z Bojanom. Civilno obrambo bomo že zrihtali. No, vsekakor, občine so v skladu s smernicami prejele celo vrsto nalog, ki so se nanašale na številna področja. Eno od najpomembnejših področij je bil zagotovitev materialne zdravstvene oskrbe teritorialne obrambe in tudi policije na ozemlju občine. Te stvari je bilo treba uskladiti z teritorialno obrambo in s policijo in številna druga področja. Posebej, o tem bo morda gospod Balant, upam, kaj več povedal, kako se iz takratnega občinskega nivoja te stvari videlo. Posebej so za odziv na verjetno ali pa možen konflikt z Jugoslovansko ljudsko armado dobile naloge tudi podjetja.
narejeni so bili posebni načrti za odklop infrastrukturnih objektov, za od vode, elektrike, zvez, tudi zveznih organov, kajti nekatere komunikacije takratne so potekale prek Slovenije in so odklop teh komunikacij predstavljal kar zalogaj za prve dni vojaških spopadov. Predvideni so bili overjanja v smislu manevra JLA in pa v smislu izvzema tehnike iz ozemlja Republike Slovenije. Prav tako so bili narejeni tudi načrti za področje RTV dejavnosti, kajti ključno je bilo, ena od izjemno pomembnih stvari je bila informiranost tako domače javnosti in prebivalstva, kot tudi tuje. In pa seveda pri takih naštevanjih se človek kmalu lahko zaloti, da kaj pozabi, pa ne smemo pozabiti zanesljivo tudi področja zdravstva, ki se je ustrezno organiziralo. Takrat je imelo še manevrske bolnišnice formalno. Vsekakor se je ustrezno organiziralo v smislu dosegljivosti in podpore morebitnega bojnega delovanja. Prav tako pa so priprave potekale tudi na drugih področjih. Tudi na področju blagovnih rezerv se je iskalo določene kapacitete, se je skladiščilo v sosednjih državah in podobno. Torej, tukaj seveda bi rad morda omenil, 15. maja so bile sprejete smernice. Ministrstvo je, ali republiški sekretariat, če sem bolj dosleden, je v nekaj dneh zatem izdalo operativno navodilo, kako naj stvari tečejo. Na pretežni del se je nanašal na druge resorje in pa na občine. Časa je pa bilo do 1. junija. Razen MZO. Mislim, da je bilo nekoliko podaljšano, to se pravi, nič novega bi rekli, nekdanji sodelavci, nemogoči roki. Vendar se je dalo narediti stvari do tiste točke, da je potem, ko je prišlo do konflikta, praktično skoraj v celoti stvar zelo dobro stekla, s tem pa, da ko se stvari enkrat začnejo odvijati, to ne pomeni, da ok, zdaj pa to nekako funkcionira in tako naprej, je ves čas treba aktivnosti in odzivanje prilagajati. Noben načrt ni narejen tako, da bo vedno v vseh okoliščinah dobro funkcioniral, če ga ne bomo znali in uspeli prilagoditi konkretne aktivnosti, ki se dogaja na terenu. Toliko morda bo začetek. Hvala lepa, Franci. Ravno si mi dal stočnico za moje naslednje vprašanje. Zdaj smo zelo dobro opisali v teh kratkih besedah priprave. Zdaj pa mogoče, če bi ti kot član koordinacijske skupine, ki ste delovali v Cankarjevem domu in enkrat celo na razdeljeni lokaciji, če se ne motim, poveš tudi, kako pa je to v praksi izgledalo, ne samo za 10-dnevno vojno, mogoče malo kasneje do hoda zadnjega vojaka, ker je bilo potrebno tudi dosti aktivnosti za to, da smo speljali tudi tale zelo varno in moram reči zelo uspešen tudi umik zadnjega vojaka iz Slovenije. Hvala. Torej, o tem bi morda še kdo izmed vas lahko kaj povedal. Z velikim veseljem sem videl tamle Zorana Klemenčiča, ki sicer ne vem, če je formalni član bil koordinacije, pa je bil ves čas z nami, ali pa večinsko. Tukaj je glavni inšpektor, ki je bil neposredno vključen v odhod zadnjega vojaka, zelo lepa slika. Nisem niti vedel, da je on, tako da pravi slovenski vojak, kot se temu spodobi, kot se temu reče. Torej, kako je potekala dejavnost v republiški koordinacijski skupini, če bi skušal tukaj nekako zajeti. Do vojaških spopadov je bila republiška koordinacija sestavljena na način, da so jo sestavljali predstojniki organov, predvsem MNZ in notranje zadeve in obrambe, da ne bom našteval organov. Sestavljena je bila tako, da je ves čas lahko se odzivala ob katerikoli uri na dogajanje. Večino časa, mislim tudi nočni čas, sta bila tam prisotna tudi oba ključna ministra, se pravi gospod Bavčar kot vodja
in gospod Janša kot namestnik. K temu pa seveda želim dodati še, da je zelo pomembno področje tudi za zagotavljanje civilne obrambe, da je bilo skozi te ukrepe za pripravljenost in skozi organizacijske rešitve Ministrstva za obrambo, da so bili spomladi 1991 imenovani tudi koordinatorji za obrambo. Gospod Vidrih je recimo bil koordinator za obrambo in strani teh koordinatorjev so nastale današnje uprave. Koordinacija je zahtevala usklajevanje na tej regijski ravni med TO, milico in pa to civilno podporo. Torej, da se vrnem k republiški koordinacijski skupini. Do vojaških spopadov so bile neki seznami, kjer se je pač izvajalo dežurstvo. Ko je prišlo do vojaških spopadov, so člani koordinacij, ki so bili predstojniki, kot sem dejal, ostali na svojih delovnih mestih pretežno. V republiški koordinaciji so se pokrivala 3 področja vsebinsko. Vojska, policija, in to po nekaj ljudi, in pa civilna obramba, oziroma obrambne priprave, ki so jo pokrivala jaz pa izjemni sodelavec, gospod Janez Ravter, pokojni, ampak moram to izpostaviti, izjemni sodelavec. In ves čas se okrog te koordinacijske skupine, ves čas so bili ključni ljudje na dosegu, kot sem že rekel, od namestnika, ministra našega, takrat gospod Bogataj, Janša, 24 ur, Bavčar, kot rečeno. Občasno so obiskali naše te aktivnosti tudi drugi visoki funkcionarji države, praktično vsi najvišji. Aktivnost pa je tekla, bom rekel, na nek način samoumevno. Ključno je bilo, in to smo skušali tudi potem kasneje, ves čas skozi razvoj obrambnega resorja in obrambnega sistema zagovarjati, vse informacije na eno mesto. K tem informacijam, te informacije, ki jih zberemo na eno mesto, se obdelajo, tako kot imamo, nenazadnje, tudi zdaj ambicijo narediti, in omogočajo najboljše možne podatke, informacije za odločanje vodstva. Pri tem bi morda še to rad dejal, da je za področje civilne obrambe so posamezna ključna podjetja, ki so takrat delovala v Republiki Sloveniji, kot sem že omenil, elektropodročje, PTT takratni, železnice, torej elektrodistribucija tako ali tako, ostali v pristojnosti koordinacijske skupine in se je samo občasno te stvari odstopalo v neposredno vključevanje drugih ravni odločanja. Tisto, kar bi pa še rad povedal v zvezi s tem med samim konfliktom in samo vojno je, da so ti načrti, ki sem jih malo prej omenil in se nanašajo na različna področja oziroma podjetja, ki so jih izvajala, da so aktivnosti, ki so bile izvedene, predstavljali za JLA izjemno velik problem. Civilna obramba je takrat lahko dejansko pokazala svojo moč, civilna obramba v svojem najširšem segmentu, kajti JLA je ostala brez hrane, brez vode, brez komunikacij, brez elektrike v vojašnicah, kakor tudi v kolonah. In samo vprašanje časa je, kdaj bodo posamezne aktivnosti pripeljale do tega, da se morala ali zlomi, ali da se doseže pobeg drugih pripadnikov drugih narodov iz JLA in podobno. Tukaj bi morda eno zadevo tako, ki se mi zdi zanimiva,
omenil. Mi smo zagotovili blokado vojašnic. Iz vojašnic se ni dalo priti razen na torej agresiven način, s prebojem preko teh ovir. Ovire v začetku niso bile branjene, zato so bile izpostavljene tudi predvsem tankovskim enotam velikem številu poškodb, kasneje so se začele braniti. In pa potem, ko so začele padati posamezna bodisi vojašnice, bodisi skladišča, je TO naenkrat prevzel ogromne količine materialnih sredstev. Treba je vedeti, da je JLA imela zaloge torej minsko-eksplozivnih sredstev dejansko za konflikt z pakti. In je bil velik problem, kako zdaj to izzeti, ker treba je bilo izzeti iz skladišč, kajti prej ali slej najslabše je, če nasprotnik točno ve, kje je nekaj in kaj je tam. In je bilo treba večino teh stvari spraviti ven na druge lokacije. Seveda pa so bila prevozna sredstva pretežno, kot sem že rekel, v blokadah. Tako smo na hitro začeli organizirati predvsem preko železnice, potem pa tudi drugih organizacij, izdelavo španskih jezdecev. In smo namesto teh kovinskih barikad, ki so potem postopno začeli zamenjevati ta tehnična sredstva v blokadah, in pa bila pretežno uporabljena na drugih nalogah. Morda toliko. Hvala. Takšna koordinacija na tem nivoju pa ni bila edina v tvoji karieri, če te smem tikati, Franci. Bil si tudi vodja medresorske nične skupine za čas migrantske krize od oktobra 2015 do marca 2016. Ali bi lahko pri tem kakšne paralele si zaznal izkušnje, ki si imel kot član koordinacijske skupine in pa pol kot vodja medresorske nične skupine? Ja, tukaj je kar nekaj razlik. Republiška koordinacijska skupina je bila imenovana strani pristojnih organov, se pravi predsedstvo je takrat imelo drugačne pristojnosti, kot ima danes predsednik, bistveno bolj operativno, bistveno bolj vsebinske. In znaten del teh nalog je bil prenešen na republiško koordinacijo in oba ministra sta lahko seveda v pretežni meri tisto, kar je bilo v okviru mogočega na operativni ravni, seveda sprejemala odločitve. Seveda je treba vedeti, da ves čas vojaških spopadov so potekali sestanki v okviru predsedstva, okrepljeni z vlado in z državnim zborom. Ampak ker te stvari, ker nisem bil soudeležen, ne želim razlagati, vem pa, da so te stvari potekale. Medtem ko je aktiviranje mas za migrantsko krizo bilo nekoliko drugače. Kot sem že prej dejal, smo skozi razvoj obrambnega sistema ves čas težili k temu, da se vse informacije, ko pride do neke varnostne obrambne krize, zbirajo na enem mestu. To je danes na CKU. Takoj, ko se stvari zaostrijo in je ocena vlade, da je treba posebno pozornost nameniti temu področju, se ta dopolni z medresorsko analitično skupino, vendar je to še zmeraj samo obdelava podatkov. Mi smo torej zbiranje, obdelava, mi smo takrat med to krizo praktično vsakodnevno v jutranjih urah pošiljali predsedniku vlade natančne podatke o migrantih, o silah, ki so angažirani, o problemih, o mednarodni pomoči in tako naprej. Tudi delovna skupina posebna, ki je bila imenovana strani predsednika vlade, se je sestajala takrat na večjih sestankih v NCK-ju, kjer so se neke operativne rešitve usklajevale. Torej, tisto, kar posebej izpostavljam, je, to je bil pač neko vmesno obdobje. Zdaj, če bi gledal obrambo čist kot tako, treba se zavedati, migracije vendarle je bolj kot ne kriza na področju notranje varnosti, seveda za sabo potegne še celo vrsto drugih zadev. Pa vendar je v primeru, ko bi šlo za dejansko obrambno krizo, treba izhajati iz tega, da imamo mi v
Republiki Sloveniji predviden, da takrat deluje Državni operativni štab obrambe. Državni operativni štab obrambe, moram posebej izpostaviti, ni vojaški štab. Je telo, ki sprejema odločitve na ključnih področjih v zvezi z obrambo, ki je podprt strani Nacionalnega centra za krizno upravljanje in glede na oceno določenega števila članov medresorske analitične skupine, ki na tej podlagi lahko zagotovijo objektivno informiranost odločevalca in sprejemanje odločitev. Ne nazadnje bi spomnil na zapis v Zakonu o obrambi, vi sicer vsi to veste, pa vseeno, je lepo včasih kaj spomniti, da piše tam med drugim tudi to, da so odločitve tega štaba obvezne za vse, na kogar se nanašajo. To se pravi, že v 94-95 smo želeli zelo jasno določiti pristojnost, da vodstvo države deluje, da sprejema odločitve. Ta del, ki smo pa zdajle se ga dotaknili, je pa podpora k temu. Če sem se približal, Bojan. Ja, hvala lepa. Jaz naj povem, da bomo vsem našim trem gostom lahko na koncu zastavili vprašanje, če bo vprašanje iz publike, tako da jaz predlagam, da gremo naprej na pokrajinski nivo. Drago Vidrih, naš bivši sodelavec, on je bil vodja koordinacijske podskupine za Severno Primorsko, odgovoren tudi za koordinacijo obrambnih priprav, po vojni dolgoletni sodelavec vodja uprave za obrambo Nova Gorica in pa, kot mi je danes povedal, že 20 let zasluženo v penziji. Tako da, Drago, jaz te prosim, dobrodošel tudi vi tukaj, tudi med nami, jaz te pa prosim, da zdaj tiste naloge, ki jih je Franci iz koordinacije skupine pošiljal na občine, pokrajine, da nam mogoče ti poveš, kako pa so se ta pokrajinske koordinacije skupine delovali na področju civilne obrambe. Pa prosim. Ja. Nisem jih jaz pošiljal. Ok, vzamem zgub. Hvala lepa za besedo. Moj prispevek bo mogoče malo krajši od Francijevega, bo pa v marsičem potrdil njegove besede oziroma kako smo mi njihove komande ali pa ukaze prenašali navzdol in jih tudi spoštovali. Bojan mi je zastavil 3 vprašanja že v pripravah na ta prispevek in lahko bi o teh 3 vprašanjih govoril 2 uri. Da bom pa krajši, bom prebral odgovore na ta vprašanja, ker se oproščam, bi bil sigurno predolg. In zato mi dovolite, da to preberem. Spoštovani, čas izjemno hitro beži in temu primerno nas je vedno manj tistih, ki smo aktivno sodelovali v teh prelomnih in zgodovinskih trenutkih pri pripravah in osamosvajanju Slovenije. Če se na kratko predstavim, lahko povem, da mi je bilo od leta 1988 do 1991 dogodkov toliko neprevidljivih in zame ugodnih, kot nikoli prej in nikoli pozneje. Konec leta 1988 sem končal mandat predsednika medobčinskega sveta Zveze sindikatov za Severno Primorsko in stopil v teritorialno obrambo na funkcijo pomočnika poveljnika za politično delo na pokrajinskem štabu Severno Primorske. S spremembo politike leta 1990 je bila ta funkcija ukinjena, zato sem sprejel delo pomočnika poveljnika za zaledje, kar pa je bilo zame popolnoma nova in manj znana zadolžitev. V tistih časih nam je na posvetih v republiškem štabu takratno vodstvo z generalom Hočevarjem na čelu pridigalo, kako za nas veljajo zvezni zakoni, ki se jih moramo strogo pokoravati. Ob takih razlahah nisem mogel biti tiho in verjetno zato takoj dobil tajno ponudbo za srečanje s Tonetom Krkovičem, ki mi je predstavil delovanje manevrske strukture narodne zaščite, ponudil sodelovanje in po pristanku me je takratni sekretar za notranje zadeve imenoval za načelnika manevrske strukture narodne zaščite za Severno Primorsko. Ta funkcija mi je bila pisana na kožo. Dopoldne smo v redni službi delali za Jugoslavijo v navednicah, popoldne po noči pa pri angažiranju tajnih sodelavcev
prevozih orožja, zbiranju podatkov o tajnih skladiščih in skladišč. Vse našteto je verjetno precej pripomoglo k temu, da sem bil meseca aprila 1991 imenovan za koordinatorja obrambnih priprav. Na to funkcijo sem bil imenovan med zadnjimi, ker je bilo treba prej najti mojo zamenjavo v teritorialni obrambi, oziroma sem nekaj časa upravljal obe funkciji. To omenjam zato, ker so bili tisti časi zelo napeti in zahtevni, saj se je Slovenija intenzivno pripravljala na osamosvojitev in s tem na morebitne hude posledice. Kljub kratkemu času za priprave pa so mi prejšnje funkcije omogočale, da sem osebno poznal vse predsednike občinskih skupščin in njihovih izvršnih svetov, skoraj vse člane izvršnih svetov v vseh 4 občinah naše pokrajine, vse direktorje pomembnejših delovnih organizacij in večina predsednikov večjih krajevnih skupnosti. O posameznih ukrepih, ki so jih dobivale občine in izvršni sveti, sekretariati za obrambo, podjetja posebnega družbenega pomena, bolnišnice in ostali pomembni subjekti, ne bi posebej govoril, saj se jih da pridobiti v arhivih in jih je tudi Franci že omenil. Vseeno bi naštel nekaj najpomembnejših, ki so vsak zase zahtevali konkretne razdelave. In ti so poskrbeti za nemoteno preskrbo prebivalstva in disperzijo hrane v dislocirana skladišča in podeželske trgovine. Pripraviti in sodelovati sredstvi javnega obveščanja, pripraviti obveščanje prebivalstva, dopolnjevati obrambne načrte na vseh nivojih, vzpostavitev stalnih kontaktov s podjetji posebnega pomena, PTT, vodovodi, elektro, cestno podjetje, komunalna podjetja, bolnišnice, zdravstveni domovi in tako dalje. Organizirati narodne zaščite, sodelovati s carinsko službo, vzpostaviti kontakte s čezmejnimi organi, tako z našimi zamejci, kot državnimi organi in izvesti aktivnosti na humanitarnem področju, od civilne zaščite do Rdečega križa. No, pri teh nekaj ukrepih, ki sem jih naštel, sigurno niso vsi, bi bilo pomembno povedati, kako smo v kontaktu s carino imeli zaseden mejni prehod Vrtojba, kot veste ga JLA zasedla, zasedli so potniški terminal, pozabili so pa na tovorni. In preko tovornega terminala je v tistih dneh šlo kar nekaj kamionov pomembnih za našo osamosvojitev. O tem ni dosti kaj govora. In drugi izmed teh ukrepov, vzpostavitev stikov čezmejnem sodelovanju. Zamejci so pomagali tako finančno, kot z oblekami, denarjem in pa ostalimi sredstvi, predvsem zdravili. Drug pomembna točka je pa ta sodelovanje z državnimi organi. 2 dni pred našo vojno nas je obiskal njihov šef policije. In prosil je za razgovor ob kavi, bla bla gor, bla bla dol, in nam povedal, da se bo nekaj zgodilo. Nam je pa šele kasneje, ko se je vojna začela, bilo jasno, da nas je prišel opozoriti, da se bo to zgodilo, ker so sigurno oni imeli bolj točne podatke kot naše službe. To je bila ena. Drugič so nam ponudili, da našemu vodstvu pokrajinskemu nudijo, če bo potrebno, nastanitve v Italiji, čez mejo, da bomo lažje vodili odpor. Pripravili so tudi veliko šotorsko naselje na letališču v Stari Gorici, če bi naše prebivalstvo bežalo, vendar ga niso uporabili, ker ni šel noben dol. In tretja, tudi zelo pomembna zadeva, o kateri tudi doslej nismo govorili, tako na tiho, ustno so nam predlagali in dovolili, če bi bilo potrebno v borbi za mejne prehode, da delujemo z njihovega terena. To verjetno uradne politike ni nikjer, uradni politiki ni nikjer zapisano, vendar v odnosih med oblastmi, predvsem policijskimi, ne vojaškimi v Italiji, smo
do tega prišli in mislim, da je tudi ena taka zelo pomembna zadeva. O vseh teh nalogah in verjetno še mnogo drugih smo vsakodnevno razpravljali z vodilnimi. Če je bilo na začetku nekaj pri nekaterih posameznikih čutiti še nekaj skeptike, je bilo hitro iz dneva v dan resneje. V najbolj kritičnih trenutkih osamosvajanja je veliko vlogo odigrala samoiniciativnost in iznajdljivost posameznikov VTO, milici, carini, vodstvih občin in krajevnih skupnosti. Odgovori na mnoga vprašanja in dileme niso bili enostavni. Velikokrat tudi ni bilo časa za postavljanje vprašanj in tudi odgovorov ne. Velikokrat je bilo treba reagirati takoj, kakor je pač kdo vedel in znal, seveda z vso odgovornostjo. V nekaterih primerih je bilo potrebno skoraj nagonsko ravnanje, ker za razmišljanje ni bilo časa. Vsi so z odliko opravili svoje delo. Velikokrat tudi vse tisto, kar morda v osnovni informaciji ni bila njihova naloga. Toda šlo je za domovino in odločiti se je bilo treba tedaj in tam. Vse nam točno ni uspelo, vendar bi drugače ravnali že naslednji dan, a tako je bilo in naloge smo uspešno opravili. Potem mi je Bojan zastavil drugo vprašanje o oviranju in prihodu tankovske kolone v našo dolino. Moj odgovor bi izgledal takole. Treba se je zavedati, da je pohod oklopne kolone v naši pokrajini in s tem se je tudi vojna začela dan prej, kot so takrat zapisale Primorske novice. To pomeni, da tovrstnih izkušenj ni imel nihče med nami. Ko smo iz Postojne dobili obvestilo o premikih oklepne kolone proti Vipavski dolini, smo se v koordinacijski podskupini odločili, da bomo blokirali promet s kamioni, cestnega podjetja in tekočim prometom, kjer je takoj nastala kolona. Oficirjema Jugoslovanske armade, ki sta peš prišla do blokade, miličniki povejo, da je prišlo do prometne nesreče, kar pa seveda ne verjamejo in se vrnejo na razdrto. Istočasno smo s tovornjaki cestnega podjetja blokirali tudi vzporedno cesto, ki teče skozi vas Lozice. Vse to je koordinirala koordinacijska skupina, na terenu pa milica, ki je edina imela delujoč sistem zvez, tako da smo bili sproti obveščeni o dogajanju na terenu. Istočasno pa je v Hruševju čakala druga kolona 25 tankov. Ko so videli, da prihod v Vipavsko dolino ni mogoč, so obrali drugo pot mimo Bukovja skozi gozdove in doline Bele proti Vrhpolju. V kraju Zavetniki smo jim postavili blokado. Istočasno krene iz Vipavske vojašnice posebna enota kot pomoč v blokadi. Skupno pomočjo prebijajo blokado in se premaknejo proti vasi Vrhpolje, kjer jih je čakala blokada s tovornjaki in gradbenim strojem nad vasjo in blokada v centru vasi. Prvo blokado s pomočjo sile in groženj prebijajo, v vasi pa pride do že znanih dogodkov. Ko se ljudje postavijo pred tanke, tu pride do opozorilnega strenjanja in zajetja dveh talcev, ki ju odpeljejo v vojašnico v Vipavo. Tu je treba tudi poudariti, da je kolono vodil domačin, oficir Joa, ki je trenutno poznal teren. Kolona je nato prenočila v vojašnici v Vipava. Vse to se je dogajalo ob euforičnih pripravah na proslavo v Ljubljani in skoraj vseh krajih naše domovine. Kot vodja koordinacijske skupine sem vsake pol ure poročal v Ljubljano o premikih teh kolon, vendar se mi je v tistem trenutku zdelo, kot da me v Ljubljani nočejo slišati. Kasneje smo to stvari razčistili s tem, da je bilo treba med ljudmi povzročati čim manj panike, da ne bi bila ogrožena večerna veličastna proslava v Ljubljani. Preko noči smo od Republiške koordinacijske skupine dobili sporočilo o namenih vojske, da zavzame mejne prehode. Takoj smo organizirali blokade na cestah proti Novi Gorici. Naslednji dan je Jugoslovanska armada ugotovila, da planirana pot ni mogoča,
Zato so se obrnili proti vasi Slap in po kolovozni poti po levem bregu Vipave proti vasi Dolenje, kjer spet prebijajo našo blokado. Naslednjo oviro prebijajo v Žaloščah in še naslednjo v Dornbergu. Posod so na blokadah ljudje, ki jim pomagajo virati in kazati, kaj se o tej njihovi misiji mislijo. Medtem so naši radioamateri prestrehli sporočilo oziroma ukaz koloni, da morajo priti do mejnih prehodov v 1 uri in naj postopajo rigorozno. Naslednja blokada je bila pri Cijanovem križišču. Vojaki streljajo v tla in odbite krogle ranijo 5 protestnikov. Pri vseh teh aktivnosti je treba poudariti predvsem to, da smo se povsem goloroki zoperstavljali močno poroženi tankovski koloni. Proti taki sili nismo imeli nikakršnih možnosti. Ko so nam tisto popoldne prebili zadnjo oviro, sem od koordinacijske skupine prejel ukaz o možni uporabi orožja. Ukaz smo v podskupini takoj pretehtali in ugotovili, da jim na cesti ne moremo do živega. Sklenili smo tudi, da po zasedbi mejnih prehodov udarimo na enega, kjer jim bomo lahko kos. In tako se je zgodila Rožna dolina. Še pred spopadom v Rožni dolini se je zgodil prvi spopad v Črničah. Zgodaj popoldne je teritorialna obramba blokirala cesto, ker je imela JLA prepoved premikanja. Ko so poizkusili kamion JLA ustaviti, kamion za oskrbo, so iz letega rafalno streljali. Teo pa jim je ustrezno odgovorila. To je bil prvi spopad na Severnoprimorskem. Spopad v Rožni dolini se je zgodil po sklepu koordinacijske skupine 28.6.91. Takoj so stekle priprave enot teritorialne obrambe in milice, določen je bil cilj in način napada, ter zavarovanje v okolici, da bi onemogočili eventualno pomoč drugih enot iz Vrtojbe, Ajševice in bližnje Karavlje. Izrecno je bilo naročeno vodstvu akcije, da morajo pred napadom pozvati enoto Jugoslovanske armade k predaji, kar so tudi storili. Pred spopadom je tanke in vojake ob njih spremljala velika množica ljudi, ki so protestirali proti zasedbi mejnega prehoda. Kako izvesti oboroženo akcijo, če je na prizorišču preveč civilistov? Med te ljudi smo poslali skupino kriminalistov v civilnih oblačilih, da bi poizkusili z umikom teh ljudi. Bili so le deloma uspešni, proti vse bolj razjarjeni množici. Bolj uspešna pa je bila kratka ploha dežja tik pred spopadom. Spopad je bil silovit in kratek. Bilo je nekaj ranjenih in mrtvih, po katere so še med streljanjem prišla reševalna vozila. Iz bolnišnice so reagirali izjemno hitro, saj smo jim prej diskretno namignili naš namen, tako da so bili z vsemi ekipami pripravljeni. Za mrtve in ranjene je poskrbela bolnišnica, ujeti vojaki pa so bili premeščeni na UNZ Nova Gorica, kjer so jih po običajnih postopkih evidentirali ter nato predali v vnaprej pripravljene izbirne centre za ujetnike in prebežnike. Takoj po prvih spopadih smo imeli veliko število ujetnikov in prebežnikov nastanjenih v prej omenjenih centrih. Skoraj istočasno smo bili zasuti z mnogimi telefonski klici iz vse države, saj so se mnogi starši zanimali za svoje otroke oziroma vojake. V veliki meri tudi zaradi govoric na vzhodu, kako grdo ravnamo z njimi. V Novi Gorici so takoj ustanovili klub staršev, ki je navezoval stike naših staršev z njihovimi otroki v JLA in prizadevanju za njihovo vrnitev. Prav tako je ta klub staršev v tistem zapletenem času presegel ozke nacionalne ovire in je prav tako skrbel za vrnitev vojakov ujetnikov in posredovanje informacij njihovim staršem. Prav tako so poskrbeli za sprejem in namestitev staršev, ki so prišli po svoje sinove. Vse to se je dogajalo v tesnem sodelovanju z Rdečim križem, ki je poskrbel za vso logistično podporo, civilne obleke, potne stroške in tako dalje.
Ob vseh teh dogodkih smo na pobudo koordinacijske podskupine napisali obsežen zbornik Njim vsem pripada slava, ki na preko 900 straneh podrobno opisuje večine dogodkov v naši pokrajini. Če se po vseh teh letih ozrem nazaj in grobo ocenim naše delovanje v pripravah in sami vojni, ocenjujem, da je bila zelo dobra odločitev o ustanovitvi Republiške koordinacijske skupine in ravno tako pokrajinskih podskupin, in to zaradi tega, ker je bilo iz enega mesta smo vodili in koordinirali tako priprave kot sam odpor. Kar se tiče civilne obrambe, se njeni pripadniki čutimo zapostavljene, saj je bilo tako teritorijalni obrambi kot milici brez našega dela v ozadju delo otežkočeno oziroma nemogoče. S takimi dohodki, kot je današnji, pa so te krivice vsaj deloma popravljene. Ob vsem tem pa moram na koncu poudariti, da so komunikacije kljub mnogim ukrepom večinoma potekale ustno, po telefonih in na posvetih. Morale so temeljiti na popolnem medsebojnem zaupanju. Tak odnos smo koordinatorji vzpostavili in mislim, da tudi on z nami, z našim šefom v navednicam Franci Žnidaršičem, za kar se mu javno in v imenu vseh iskreno zahvaljujem. Hvala lepa. Drago, hvala za izčrpno, kratko poročanje, kaj se je dogajalo. Jaz bi rad, dobro si podaril, dan prej in pa ni bilo ukaza še za streljanje na tanke, na kolone. To je bilo zelo pomemben faktor za tega, da so prebijali vse te ovire. Sedaj pa še na občinski nivo. Brigadir Marjan Balant je bil takrat vodja odseka za obrambo zaščito takratne občine Grosuplje, sodeloval v vseh pripravah, ki smo jih že nekako omenili, in pa kasneje po osamosvojitvi je šel v vrste Slovenske vojske, ker je bil na zelo odgovornih mestih v strukturi Slovenske vojske. Pa ga prosil, Marjan, če nam lahko počasi opišeš, kako je bilo takrat predvsem ta materialna zdravstvena skrba, ki je bila že danes omenjena v pripravah na osamosvojitev, kako smo za teritorijalno obrambo pač iskali vse te njihove potrebe in skušali čim boljše organizirano zadovoljiti. Prosim, Marjan. Ja, hvala. Najprej čestitke, čeprav moj uradni naziv v obrambno-varnostnem sistemu je upokojeni častnik Slovenske vojske, ampak bom izkoristil tole priložnost in vsem nam, pripadnikom civilne obrambe in kolegom v uniformi čestitam ob jutrišnjem prazniku civilne obrambe, na kar sem še posebej ponosen zato, ker sem tudi eden tistih, ki smo se dolga leta prizadevali, da bi nekako tole primerno obeležili in evo, končno nam je uspelo tudi zdajšnjemu vodstvu Ministrstva za obrambo. Hvala za tole, kar podoživljamo. Drugo, kar bi se bom probal držati v tem mojem izvajanju, dveh načel ali pa pravil ali pa usmeritev, ki sem jih doživel bolj na začetku svoje poklicne poti v obrambnem sistemu. Eno je, kot načelnik odseka za obrambo, sem enkrat prišel z enega posveta na sekretariatu za obrambo in sem takratnemu ministru, pač slučajno sva se poznala, nekaj pometval po tem posvetu okoli popolnjevanja rezervne sestave, pa je rekel, čak malo, dajva se midva nekaj zmeniti, pa se zapomni za zmeraj. Iz Triglava se stvari malo drugače vidijo, pa ker sva oba Dolenčka, kakor iz Gorjancev. Ok, sem razumel, tega sem se poskušal držati potem skozi. In drugo načelo je, ko sem bil pa na enemu usposabljanju za poveljniško dolžnost, potem kasneje me pa tudi eden ustavil, malo višji počinu, ki jaz, pa je rekel, dajte se ti mečken zapomni, po puški, kaj šele po topu, se pištola ne sliši. Ok, tudi to sem nekako usvojil in se potem skušal držati sam pri svojemu delu pod mojih podrejenih
sem tudi to pričakoval in nam je nekako šlo. Zakaj sem ta uvod naredil? Zato, ker sta moja predhodnika, ki sta bila nekako po hierarhiji v obdobju, o katerem zdaj govorimo, nekje nad mano. Tako da se bom poskušal držati tega nivoja izpod mojih gorjanc. Tako da, ker je bilo veliko tega že povedanega, jaz sem poskušal držati mojih občinskega okolja. Takrat sem bil, kot že rečeno, v upravnem organu za obrambo v Grosupljem. Ta naša občina je takrat štela, upam, da tle ni kakšnega avtohtonega Grosupeljčana, da me bo popravil število krajevnih skupnosti. 24 krajevnih skupnosti smo imeli takrat in obrambno načrtovanje v tistem obdobju, tudi že v 80-ih letih, je bilo na občinskem nivoju zelo dobro, bom rekel, organizirano, od delovnih organizacij, zdravstvenega doma oziroma zdravstvenih domov, 2 sta bila, šol, do delovnih organizacij, predvsem tistih, ki so bili pomembni za oskrbo prebivalstva in pa seveda, kot že rečeno, v krajevnih skupnostih. In pa predvsem dobro je potekalo načrtovanje obrambno v strukturah civilne zaščite. Tisto, kar se je pa potem spremenilo, je bilo pa to, kar je pa že Franci omenil, je bilo pa načrtovanje za zdravstveno materialno oskrbo v letu konc 90. začetku 91. za enote teritorialne obrambe. Tam smo pa potem začeli, bom rekel, bolj skoraj na novo ali pa intenzivno načrtovati oskrbo v primeru, ko se je že vedel, da se pričakuje agresija jugoslovanske armade, kako zagotoviti zdravstveno oskrbo enotam teritorialne obrambe na položajih in pa tudi njihova oskrba z predvsem prehrano in pa namestitvijo. Moram reči, da nam je to zelo dobro uspelo, za kar gre zahvala tako delavcem v zdravstvenih domovih, predvsem pa svetom krajevnih skupnosti oziroma, če drugače povem, vsem prebivalcem takratne občine Grosuplje in verjamem, da je bilo tudi tako tudi povsod po Sloveniji. Tako da civilna obramba v tistih časih je bila, to trdim vedno, kjer lahko imam to priložnost, da je bila civilna obramba takrat zmagovita kombinacija za doseganje takratnega cilja, to je samostojne naše države. Brez tega sodelovanja med civilno obrambo in pa teritorialno obrambo in pa milice, tega uspeha na tak način, kot je bil dosežen, po moji oceni ne bi bilo. Tako da to, kar smo takrat načrtovali, da se ne ponavljam, vse to, kar je bilo rečeno, da je bilo sprejeto na državnem nivoju, pokrajinskem in potem prenešeno dol, smo mi v praksi izvajali. Operativni, če se malo po vojaško izražen, koordinator in usmerjevalec vseh teh aktivnosti pa je bil upravni organ za obrambo in to v glavnem preko krajevnih skupnosti, kjer so izvajali 24-urno dežurstvo in oni so potem usklajevali aktivnosti civilne zaščite in potem tudi angažiranje okoli enot teritorialne obrambe, ki je bila nameščena na njihovem področju. Glavne aktivnosti ali pa skrb na območju naše občine pa je bila vojašnica Grosuplje, kjer je bilo uskladiščena enormna količina eksplozivnih sredstev in glavna skrb naša, vseh nas je bila, da ne bi prišlo do eksplozije teh sredstev, kar so pripadniki jugoslovanske armade grozili na dnevni ravni, zato smo vse aktivnosti blokade, kot je bilo že omenjeno, izvajali res z
skrbno načrtovano, tudi enote teritorialne obrambe so premišljeno izvajale blokado, pregovori na nivoju vodstva občine, vodstva vojašnice so potekale dnevno in moram reči, da tudi načrti za evakuacijo morebitno naselja so bili dnevno preverjani in zadeve so se končale potem v naše skupno zadovoljstvo. Jaz bi to, ker se pravim, da ne bi ponavljal nekatere stvari, ki so pa bile že omenjene, vse to smo potem mi tudi izvajali. Rad bi se dotaknil še enega področja, sicer mobilizacije enot teritorialne obrambe. Tudi tukaj smo imeli zelo pomembno vlogo občinski upravni organi in pa krajevne skupnosti. In slišal sem oziroma prebral sem na spletu, da si bil tudi zelo v občini Grosuplje strokovnjak na tem področju in zelo uspešno to speljal, pa par izkušenj, prosim. Ja, hvala za vprašanje. To je pa eno od težiščnih aktivnosti, ki smo jo takrat izvajali. In moram se pohvaliti, tle smo v naši občini bili zelo, zelo uspešni, za razliko od nekaterih občin, zdaj ne bom ponavljal, v katerih sredinah so imeli večje težave, ko so komaj zbrali tudi 50% popolnitve. Zakaj je temu tako, to je drugo vprašanje, ampak mogoče, če se bo kdaj kaj to analizirali, bodo zanimivi rezultati. Ampak sistem mobilizacije enot teritorialne obrambe je bil grajen, dodelan, preverjen že tudi dosti prej, preden se je sploh agresija začela. Jaz sem tam leta 80 začel tudi delati na tem področju, bil sem nosilec popolnjevanja in mobilizacije v upravnem organu za celo območje takratne občine Grosuplje in mi smo skozi vsa ta leta tudi večkrat, dvakrat do trikrat letno preverjali cel sistem mobilizacije. Pa sam da omenim, sistem je bil narejen tako, da smo imeli na nivoju občine eno jedro kurirjev, inštruktorjev, ki so bili potem zadolženi za posamezne krajevne skupnosti, v krajevnih skupnostih pa so bile organizirane mobilizacijske komisije. V teh mobilizacijskih komisijah pa so imeli potem inštruktorje, ki so obvladovali posamezne smeri v krajevnih skupnostih. Se pravi, vsak inštruktor je imel določen del krajevne skupnosti, za katero je bil zadolžen in ti so poznali vsako hišo, vsakega obveznika v tem predelu krajevne skupnosti, do katerega so morali dostaviti poziv. In moram reči, ko je bilo potem uvedeno, ne vem, Franci se bom verjetno še malo bolj spomnil, kdaj so nam sprožili ta signal, ampak mislim, da tamle že v začetku maja ali pa konec maja smo morali vzpostaviti to dežurstvo po celi liniji od upravnega organa do krajevnih skupnostih in vzpostaviti tudi centre za obveščanje na občinskem nivoju in pa enote za upravne zveze, ki so skrbele za povezavo med krajevnimi skupnostmi, občinskimi upravnimi organi in potem gor do republike, je ta sistem deloval brezhibno in brez napak in to je potem rezultiralo tudi, da so bile enote teritorialne obrambe popolnjene tako, kot se je pričakovalo. Ne moram na tem mestu, pa da ne bi omenil, bila pa je ena pomanjkljivost, o kateri se je do zdaj malo govorilo, ne vem, če je to primeren kraj, ampak težave smo imeli oziroma so pa jih imeli poveljujoči v enotah teritorialne obrambe. Ne vem, koliko veste, ampak nekje konc 90. oziroma začetku 91. leta je bila sprejeta odločitev, da se preformirajo območni občinski štabi in pa tudi osnovne enote teritorialne obrambe. Dobro, vem, zakaj je do tega prišlo, ker pač so bile sestave tudi take iz varnostnega vidika, je bilo treba malo to prevetriti, ampak dogajalo se je, da so potem, ko so bile vpoklicane enote, poveljniki
osnovnih enot, vodov, čet, odredov, niso poznali svojih pripadnikov oziroma te pripadniki se tudi med sabo niso poznali in to je bila kar velika težava na terenu in je prihajalo do tudi določenih težav, ampak vse to je nekako potem skozi malo večje napore se tudi obvladovalo. Evo toliko na kratko, če bodo še kakšno vprašanje, če bo čas popolnoma. Samo pojasnil razloge. Do spomladi so občinski štabi obstajali in je bilo treba na nek način zagotoviti, da to niso več občinski štabi, ampak da so to organi, ki izvajajo naloge po državni ravni. Zato je prišlo do te reorganizacije in je dejansko tako, kot je rekel Marjan, predstavljalo izjemno velik zalogaj, tudi velik zamer se je zgodilo, srečal sem, recimo, jaz sem bil tudi v TO-ju, predno sem šel na RSLO, mojega poveljnika odreda, ki je bil žaljen do konca, kako ga niso upoklicali 91, pa on pa poveljnik odreda in so ga spustili. Torej, veliko takih zgodb se je pripetilo, bi pa morda samo eno dopolnitev še podal. Z Marjanom sva se velikokrat pogovarjala, vsekakor je on bolj mene poskušal, kako bi rekel, na nek način prepričati, da je treba nekaj narediti s temi ljudmi, ki so izvajali v poklice. Ključno je, da so izvajali poklice 24 ur na dan, kadarkoli. Teh ljudi, teh podatkov je vprašanje, če so vsi dostopni. Jaz bi rad tukaj izpostavil, da je v 93. letu, ko sem bil jaz prvič državni sekretar, smo naredili kompletni popis delovanja civilne obrambe, se boš spomnil, drago, po regijah in te zadeve morajo nekje biti v ministrstvu arhivirane. To je bilo, gospod Ravter Janez je bil zadolžen, zato to je bilo nekih 10 fasciklov, kjer so po občinah in po teh segmentih bile stvari zajete. Bi pa sam še eno korelacijo naredil. V preteklosti, ko smo v različnih obdobjih pisali zakon o obrambi, se boste morda nekateri spomnili, da sem tudi sam precej trdo vztrajal na tem, da ohranimo kurirsko službo, pa sem imel zelo spremenljiv uspeh. Saj zakon ni bil spremenjen. Ampak kurirska služba je še edina stvar, ki je ostala na ta način, da se lahko izvaja mobilizacija hitro, 24-urno in tako naprej. Če tega ni, velikokrat smo se pogovarjali tudi z generalnim direktorjem, morajo potem organi, ki so zadolženi nasploh za distribucijo informacij, dobiti to vrstne naloge. Pošta. Ali ima pošta take zmogljivosti, pa drugo vprašanje? Hvala za dopolnitev. Jaz sem prekračil čas, res, bistvo res, jaz bi bil še par vprašanj z gospoda Marjana, ampak predlagam, da gremo zdaj v vprašanje gledalcev oziroma naših sodelavcev, pa prosim, če ima kdo vprašanje, mikrofoni so, ima kolegica, pa prosim. Jaz ne vidim, če ni nobenega, pa vseeno Marjano vprašanje, no? Kako sedaj kot visok častnik Slovenske vojske, izkustil si oba področja, civilno obrambo, vojaško obrambo, kako meniš, kako gledaš zdaj na to področje civilne obrambe danes? Ja, saj sem že prej malo nakazal, no, jaz enostavno ne vidim delovanja tudi, naj mi kolegi, jaz pravim kolegi iz Slovenske vojske, nekaj jih je tle tudi, ko smo skupaj delali, pa si odamar, da mislili, ta je, čim je slekel uniformo, čist zglajzal, ampak naj mi ne zamerijo, no, jaz ne vidim delovanja Slovenske vojske brez tesnega sodelovanja s civilnim okoljem ali pa civilno obrambo, ker to vidim kot eno, zdaj, dobro, pustimo zdaj bojno polje, tam seveda civilisti nimajo kaj dosti iskati,
Ampak to, kar se zdaj dogaja v zadnjem letu, dveh, kar se vidi navzven, no, saj verjetno se zadaj že prej tudi kaj dosti dogajalo, to, da se ta civilna obramba nekako daje večji poudarek, dviguje, vidim kot en zelo pozitiven znak in dejansko zdaj treba samo še nekako, še nekatere, ki še imajo malo zadržka, morda nekje v sebi prepričati, da je tisto, kar sem rekel, no, leta 1991 je bila to zmagovalna kombinacija in treba je ne čist pozabiti na to, dobiti vse možne variante, da se to, če treba, čim večkrat ponavlja in nekako tudi zaradi lokalnega okolja. No, jaz moram reči, jaz kar nekaj sodelujem tam v moji občini in županom, pa se okoli tega pogovarjamo, pa tudi on vidi, da bi bilo treba morda nekaj več o tem reči. Tudi to, kar je rekel prej Franci, okoli te kurirske službe in tako naprej, smo imeli zdaj iz civilno zaščito eno tako manjše usposabljanje in smo prišli do tega, da bi ta sistem tudi tam prišel prav. Toliko, na kratko. Hvala lepa, jaz mislim, da lepše ne moramo zaključiti okrogle mize. Hvala vsem trem sogovornikom, hvala vam, da ste nas poslušali in za dosti vprašanj, ki ste jih postavili. Tako da zdaj sledi menda pauza, pa druga okrogla miza čez. Hvala.